In zdaj na upravne enote, kjer imajo polne roke dela. V zadnjem času se je močno povečalo število prijav stalnega prebivališča. Nov nepremičninski zakon namreč predvideva višji davek za nepremičnine, v katerih lastniki ne bivajo. Z nami je zdaj načelnica koprske upravne enote Liljana Kozlovič. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, slišali smo, večje je število prijav stalnega prebivališča. Kakšne so zaznave na našem območju v Kopru? Torej, v Kopru ocenjujemo v decembru mesecu povprečno 30% več kot prejšnje mesece. In zakaj? Čemu pripisujete te razloge? Težko rečemo, kaj je ključni razlog, vsekakor pa je tudi uveden zakon o davku na nepremičninah. No, in ob tej priložnosti bi se seveda bi bilo oportuno v bistvu povedati, kdaj bo začela ta višja nepremičninska obdavčitev veljati, za koga in za koliko? V bistvu zakon že velja, razen če ustavno sodišče ne bo poseglo v njega deloma ali pa v celoti, ker je sprožena ustavna presoja. Predmet obdavčitve so nepremičnine, ki so vpisane v register, in seveda bo davek doletel njihove lastnike. To so lahko fizične ali pravne osebe. Je pa odvisno, koliko je to odvisno od davčne stopnje, osnove. Za osnovo se šteje pravzaprav tržna vrednost, ki je določena z zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin. Davčna stopnja je pa odvisna od tega, ali se na nepremičnini nahaja stavba ali je brez stavbe, in znotraj seveda odvisno tudi od namena same nepremičnine. No, se ravno zdaj smo videli, na ekranu se je izrisala tabela. Rezidenti, nerezidenti, pojasnite na kratko, da bojo ljudje malce bolj... Rezident je pravzaprav, ali je stanovanje prazno ali ni prazno, torej ali nekdo v njem prebiva ali ne prebiva, to je distinkcija med tema dvema. Kakšne pogoje pa moramo izpolniti za se prijaviti kot na stalno prebivališče? Torej, to je naša dolžnost. Vselej, ko se preselimo na nek drug naslov, smo dolžni v roku 8 dni se prijaviti, in tukaj morata biti izpolnjena dva pogoja. Kot prvo, moramo imeti pravico, da tam živimo, in drugo, moramo tam dejansko živeti. Torej, pravico, da tam živimo, pa je tako, avtomatično jo ima lastnik nepremičnine, če pa ni lastnik, pa mora imeti soglasje lastnika, ali pa tudi na podlagi najemne pogodbe se lahko opravi stalno prijavo. No, in v kratkem so napovedane spremembe zakona o prijavi stalnega prebivališča. Za kakšne spremembe gre? Torej, samo nekaj sprememb, namreč ukinjena bo dosedanja krajevna pristojnost, ponovno se bomo prijavljali po kraju prebivališča, in pa tudi bo ukinjena možnost več začasnih prebivanj, kar je bilo doslej. Po novem bomo pa tudi upravne enote postali prekrškovni organi, ki bomo lahko izrekali globe v primeru ugotovljenih kršitev. No, in prav glede, s tem sem želela zaključiti. Ali prihaja do kršitev in kakšen nadzor? Ali upravljate nadzor nad tem? Dan je že v zakonu o nadzoru ob sami prijavi. Čeprav ljudi ne sprašujemo, zakaj se selijo, lahko v primeru dvoma že takrat uvedemo postopek, ki samo začasno prijavimo in ugotovimo, ali tam dejansko živijo. Večji del pa tega upravimo kasneje. Trenutno imamo v postopku okrog 600 oseb, ko ugotavljamo, da tam dejansko ne živijo, in seveda potem, ko dokončamo postopek, ali jih izbrišemo ali pravzaprav preselimo na drug naslov, seveda, ko bo pa še prekrškovni organ, ko bomo izrekali tudi globe v takih primerih. Pa je teh primerov več kot v preteklih letih? Ne, je konstantno veliko. Konstantno. Najlepša hvala za pojasnila in srečno vam želim. Hvala tudi vam.